Občina Gornja Radgona, ki vzdolž reke Mure meji na Republiko Avstrijo, prepoznavna kot mesto sejmov in penine, šteje nekaj manj kot 9000 prebivalcev. Delež mladih v občini je sorazmerno visok, saj dosega 19% glede na celotno prebivalstvo. Področje organiziranega delovanja mladih in s tem zagotavljanje pogojev za njihove aktivnosti je v občini Gornja Radgona v zadnjem času napredovalo. Mladinski center Gornja Radgona deluje kot enota javnega zavoda Kult Protur. Od meseca marca so v novih prostorih, ki se nahajajo v centru mesta na Trgu Svobode. Sodobno urejeni in opremljen center mladih z ustreznim koncertno-družabnim prostorom in informacijskim središčem, društveno pisarno in sejno sobo v nadstropju ter dvoriščem za dogodke na prostem predstavlja za mlade v Gornji Radgoni veliko pridobitev za njihovo organizirano delovanje. Predlogov za aktivnosti in dogodke je veliko. Mladinski center Gornja Radgona, ki je ustanovljen kot notranja organizacijska enota Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, deluje že od sama enota je bila vzpostavljena konec leta 2011. Drugače pa zdaj z letošnjim letom so se odprli novi prostore, tukaj na Trgu Svobode 15 Gornje Radgone, ki pa zdaj končno nudijo neko možnost za izvajanje programa tako znotraj kot zunaj. 2 leti dobri smo že pripravljali programsko shemo, sedaj pa smo še dobili prostore za boljše izvajanje programa. Program mora biti nekako pester tudi zaradi razpisov, na katere se prijavljamo, tudi projekti, ki so primerni za nas, so naravnani bolj na vsebino. Zdaj največ mladinski center, kam se usmerja, je ta neka klubska dejavnost. Zdaj, ko bodo tu v teh prostorih možnosti, bomo tudi začeli lahko bolj intenzivno izvajati kakšne koncerte, odrske nastope, drugače pa se vseeno posvečamo mesečno delu z otroci in osnovnošolsko mladino, deloma tudi z sodelovanjem z drugimi društvi, ki pripravljajo kakšne programe, drugače pa ima mladinski center svoj letni program dela, ki pa zajema od neformalnega izobraževanja do delavnic, do kakšnih izobraževanj glede ustvarjalnosti mladih in pa seveda vedno bolj tudi moramo krepiti to aktivno državljanstvo in kakšne predavanje tudi na to temo. Zaposlitveni klub izvajamo v okviru letnega projekta, ki se odvija na nacionalni ravni. Zavod Nefix iz Ljubljane je prijavil projekt Služba mene išče, katerega pa je financirala znamka Orto od Simobila in v sklopu tega v pomurskem delu je Mladinski center Gornja Radgona začel oziroma že 4 mesece izvaja zaposlitveni klub. V preteklih 3 mesecih so člani zaposlitvenega kluba, katerega sestavljajo mladina, ki je na zavodu, brezposelna, ki so že zaključili izobraževanje, smo izvajali 3 mesece neka skupna srečanja vsak teden, kjer smo gostili razne goste. Med drugim so bili gost Viktor Vilt iz zavarovalnice Triglav, potem kadrovnica iz Simobila iz Ljubljane, potem smo gostili tudi same organizatorje, ki so pripravili mlade, kako pripraviti neki karierni načrt. Drugače pa so ta 3 mesečna srečanja bila namenjena predvsem krepitvi zaposljivosti mladih. V tem smislu, da so se oni pripravljali na pisanje CV-ev, kaj izboljšati pri razgovorih, kako komunicirati z delodajalci, kako iskati zaposlitve in tudi kako nekaj javno nastopati pred kamero oziroma tudi na samem razgovoru se predstaviti delodajalcem. Zadnja aktivnost, ki je bila v sklopu tega, se odvijala konec marca, ko smo organizirali podjetni petek. To je dogodek bil namenjen mreženju teh mladih v zaposlitvenem klubu, kot tudi zunanjih mladih, ki smo jih povabili skupaj z potencialnimi oziroma podjetniki, gospodarstveniki iz Pomurja. Tukaj je bilo možnost se z njimi srečati, se osebno pogovarjati, ni šlo za neko klasično okroglo mizo, ampak bolj za dogodek, kjer se mladi povežejo neformalno z delodajalci, z kadrovniki v podjetjih in z njimi navežejo kakšne neformalne stike. Ja, zdaj celotni projekt se zaključi z zaključenim mentorstvom, ki ga morajo mladi izvesti. Zdaj po tem 3-mesečnem srečanju se še 4 mesece izvaja mentorstvo individualno
člani zaposlitvenega kluba so si mogli najti mentorja, z njimi delajo, pripravili so tudi karierni plan, kaj hočejo skozi ta mentorski program doseči. Je pa načeloma tisti glavni cilj vseh zaposlitvenih klubov Slovenije in tega projekta, da se čim več mladih, ki so bili del teh klubov, zaposlijo, da najdejo zaposlitev. In v našem klubu se giblje številka nekje od 12, ki so sodelovali, 3-4 sedaj imajo nekje možnosti zaposlitve. Ena nam je šla v tujino za 3 mesece nabirati na izkušnje, so pa to zaposlitve, ki niso zaposlitve, za katere so se oni izobraževali. Tako da skozi ta proces, ko smo se srečevali, na začetku so vsi imeli zelo močno željo, da se zaposlijo v podjetju oziroma na delovnem mestu, za katerega so se izobraževali, vendar skozi srečanje in skozi realno situacijo so ugotovili, da so pripravljeni poprijeti tudi za kakšno drugo delo in začeti delati nekaj drugega. Tako da zdaj 3 imajo zaposlitev, 4 pa še je tako zrako, ampak to je ravno namen, da oni aktivno iščejo tudi ne samo preko zavoda in preko njihovih programov, ampak tudi tako neformalno, ki se družijo z ostalimi znotraj mladinskega centra. Promocija tega zaposlitvenega kluba je potekala po naših kanalih, pa tudi preko drugih organizacij, Mladinski center, Mladinski svet v Pomurje. Smo poskušali informirati, koliko se je z naše strani dalo. Je pa tudi res, da je zavod Nefix skomuniciral z Zavodom za zaposlovanje in so tudi oni potem promovirali v svojih prostorih. Tako da je bil interes. Na začetku jih je prišlo 18 na prvo srečanje, tam sem predstavljal vse skupaj, zakaj gre, in potem ostalo jih je 12, ki so redno hodili, pridejo radi na srečanje tudi zaradi tega, ker imajo čas in to v tistem tednu predstavlja neko druženje z drugimi, poleg tistih stvari, ki jih upravljajo doma oziroma iščejo zaposlitev. Mladinski svet Gornja Radgona je dansko krovna organizacija, drugače rečeno Zveza mladinskih društev v občini Gornja Radgona, ki šteje 4 članice, študentski mladinski klub Klinka, Zveza katoliških skavtov in skavtin Stek 1 Gornja Radgona, X klub ter mladinsko društvo Vitez Negova. Glavna vloga je dejansko zastopanje interesov organizacij članic ter tudi mladi napram politične odločevalce ali občinskim predstavnikom. Ta beseda lokalni odločevalci se velikokrat sliši tako mogoče malo preveč strokovna, ampak mi rečemo občinskim predstavnikom, dejansko neki vprašanji, ki so najbolj pomembna za mlade. Mladinski svet je tudi neko nezavezujoče telo, mladinsko telo, ki je namenjeno županu in smo tudi sofinancirani z strani občinskega proračuna. Tako da to, če povzamemo, je to dejansko nekakšno relacija med mladinskimi organizacijami in občinskimi predstavniki, tako da mi krepimo dialog na tem področju. Poudarek je predvsem na neformalnem izobraževanju, tu pa vzpostavljamo aktivno državljanstvo in participacijo mladih, ker opažamo, da še participacija ni na takšen nivoju, kot bi mi želeli, tako da z ureditvijo teh prostorov mladinskega centra nam daje možnost večjega vključevanja mladih. Smo pa tudi sodelovali v enem, pomembno nam je tudi sodelovanje, mogoče mednarodno sodelovanje, ker smo obmejna občina, tako da smo z sosednjimi avstrijskimi mladinci skupaj organizirali en projekt, to je bil en mednarodni projekt, ki je bil sofinanciran ze strani Evropske unije z imenom Youth Today, ki so mladi dejansko analizirali stanje na področju zaposlovanja, mladinskega organiziranja, vloga lokalnih oblasti, ter tudi formalnega in neformalnega izobraževanja. In ta projekt je bil neka osnova za nadaljnje delo mladinskega sveta. Študentski mladinski klub Klinka deluje na območju upravne enote Gornja Radgona, torej v območjih občin Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij v Ščavnici. Se trudimo se do lokalne skupnosti, predvsem pa mladim in študentom. Ponudimo čim več zanimivih, kakovostnih, predvsem pa drugačnih projektov. V bistvu ena izmed naših osnovnih vizij je ta, da ne podvajamo, da smo drugačni, da smo inovativni, da malo razmišljamo izven nekih okvirjev. Trudimo se tudi delovati na čim širšem spektru področji, torej pripravljamo projekte na področjih kulture, izobraževanja, zabave, področju sociale, športa. Študentski mladinski klub ima okrog 300 članov. Člani se s klubom lahko identificirajo tudi preko članske izkaznice, s katero imajo tudi veliko popustov na razne storitve v naši lokalni skupnosti.
V mesecu marcu smo imeli mesec izobraževanja, torej vsako soboto je potekala neka aktivnost. Začeli smo z delavnico Stino v tujino, kjer smo nekako spoznali možnosti študentske prakse v tujini, možnosti dela v tujini, kako se napiše dober življenjepis, kako se dobro predstaviti bodočim delodajalcem. V soboto 15.3. smo imeli predavanje o športni in zdravi prehrani. V soboto 22.3. smo organizirali okroglo mizo, kjer smo povabili mlade ljudi, ki so nekako stopili na svojo ambiciozno pot in pri tem tudi uspeli. Pogovarjali smo se z gospodom Vasjo Golarjem, lastnikom pivovarne Bevog, Radgončanom, ki ima svojo pivovarno v Bad Radkersburgu, z Rokom Bagorošom, znanim stunt-riderjem. Potem pa smo vse skupaj zaključili 29.3. v soboto s neko dvodelnim programom. Dopoldne smo imeli izobraževanje za tonskega mojstra, kjer je v bistvu podjetje Pro Audio predstavilo tehnike tonskih mojstrov in pa lučkarjev, v bistvu njihovo konkretno delo na koncertih. Vse skupaj pa smo večer zaključili z nekim sproščenim jam sessionom, tako da smo lepo zaokrožili ta mesec. V prihodnje je naš največji projekt, v bistvu in menim, da tudi najbolj perspektiven projekt Športaj s klinko, ki bo letos 14.6. kot že standardno na športno-rekreativnem centru Trate v Gornji Radgoni. V bistvu gre za en ekstremni športni dogodek, ker želimo v bistvu našim gostom ponuditi neke športe, ki niso vsakdanje prisotni v našem okolju, povezavi tudi z turnirji tradicionalnih športov, ki potekajo. Trudimo se vsako leto predvideti čim več novih športov, čim več organizacij, čim več športnikov. Mislim, da se je projekt kar dobro prijel tako v našem lokalnem kot regijskem okolju. Tako da vsi lepo vabljeni. Drugače pa vmes delamo še na raznih manjših projektih, od mladinskih delavnic v osnovni šoli. Ponujamo tudi sofinanciranje knjig študentom. Trudimo se čim bolj povezovati z ostalimi mladinskimi organizacijami v Gornji Radgoni, predvsem na dogodku Športaj s klinko smo povezani z vsemi. V bistvu smo v Gornji Radgoni kar dobro organizirani, glede tega imamo mladinski svet, preko katerega v bistvu lahko usklajujemo neke misli mladih in tako zastopamo mlade. Preko mladinskih svetov imamo tudi možnost povezovanja. V bistvu mislim, da tudi mladinski center je en odraz dobre povezanosti mladine v Gornji Radgoni. Tako da mislim, da je kar okej s te strani. Do sedaj je bila organiziranost več ali manj bolj slaba, ni bilo nič kaj, kar bi bilo. Bil je samo stadion, nič se ni dogajalo, sedaj pa so zgradili mladinski center in seveda imamo visoka pričakovanja, saj smo do zdaj morali na primer iti Maribor ali pa Mursko Soboto, kar je za nas, študente nasploh, udaljenosti in itak nimamo denarja, da bi kajkoli za prevozna sredstva plačali. Zdaj pa seveda so pričakovanja velika, ker imamo zdaj mladinski center, v katerem se lahko odvijajo razni eventi, koncerti, naprimer punk koncert, rock koncert, take zvrsti. Naprimer do zdaj X-klub je veliko poskrbel, da se je začelo nekaj premikati v Radgoni, nasploh alternativna scena, kot naprimer skateboarding, slackline. Do zdaj ni bilo prav nič, oni so začeli organizirati kot prostovoljno, neprofitno društvo te evente in od te naprej se je res začelo nekaj premikati tudi v naši mali Radgoni in moram reči, da je kar mene tudi pritegnilo, da bom sam začel z temi športi, malo probal. Tega je vedno manj, vedno več mladih je samo za računalniki, ne gre ven. X-klub pa je dejansko dosegal, da se nekaj premika in da tudi mlade ljudi vabljajo na stadion in se z njimi udeležijo raznih eventov, ne vem, raznih stvari. Je kateri od teh alternativnih športov ti še posebej trenutno pri srcu ali kar vsi na splošno? Več ali manj kar vsi na splošno. Je pa mi na primer inline zelo pri srcu, to pa je rolanje. Se pravi, podobno kot skateboarding, izvajajo se razni triki, samo da so pač inline rolerji in zato sem se tudi odločil, da bom zdaj to tudi poskusil. Drugače pa tudi slackline, ki je zdaj trenutno zelo popularen nasploh, vedno več mladih se s tem ukvarja in sem zelo vesel, da so tudi to v našo Radgonu zdaj tudi nekako sem prinesli to vse skupaj. Zadeva se je začela razvijati leta 2000, so v bistvu dobili z občino dovoljenje in podporo za objekte in za plac doli na TŠC Trate. 2002 prva praska organizirala, tudi so prišli v bistvu tekmovalci iz večjih držav, z Nemčije, z Avstrije, Madžarske, Hrvaške,
In tako se je nekako začela ta scena alternativna malo bolj razvijati. Zdaj, malo je sicer pol scena zamrla, ampak se je leta 2010 vodstvo organiziralo in smo nekako ustvarili en projekt. Posneli smo tudi film Totalna stvar, začeli smo s projektom Laska. Asfalt smo novi naredili spodaj in tako se je nekako začelo razvijati na novo ta X-klub scena dole na TŠC Trate. Praska je tekmovanje v bledanju pa v skatanju, torej rolerjih pa v deskah. Zdaj, lani je prvič Praska potekala v dvodnevnem zaporedju, v bistvu 2 sobote. Prva sobota je bila inline skate, torej blade, druga sobota so bili skate, spet so prišli tekmovalci z večjih držav, z sosednjih držav. Zdaj, Praska pa je v bistvu največji event X-kluba. Najbolj pomemben event je X-kluba, kjer ga bomo definitivno vsako leto organizirali. Laska je projekt, kjer smo začeli leta 2010 v sodelovanju z Mladinskim centrom Gornja Radgona. Projekt je bil zelo uspešen, tudi v ozadju, naprimer grafit je v tem projektu vključeni bil, različne delavnice seveda, pa seveda objekt smo postavili tudi novi na skateparke v tem projekte, pa seveda uspešno speljali Prasko. Začeli smo organizirati tudi tečaje za bledanje, skatanje in pa slekanje, da bi čim bolje pritegnili mladino ven iz hiš, da bi res čim več mladine povezali skupaj v eno skupino, ki bi imeli neko prepoznavnost, neko pripadnost, da bi se res počutili tisto domače, pa da bi bili nekaj vini v naravi, da bi se nekaj dogajalo, da bi res čim manj mladih sedelo v gostilnah, naprimer, ne, ali kaj takega, da bi se res dogajalo stvari. In kakšen je odziv? Odziv je presega pričakovanja, ful presega pričakovanja, ker res na vsakem eventu, ki ga organiziramo, imamo ful mladih, ful tudi otrok. Res delamo z mladino, čim več z mladino, imamo pa tudi pozitivno so nas presenetile tudi starejše generacije. Tudi starejše generacije se ful zanimajo za naše dejavnosti, za naše evente, ful jih pride gledati, ful imamo obiska in res čim bolj se trudimo, da bi za vse generacije v bistvu ustvarili neko prijetno okolje. Naše društvo že obstaja 1,5 leta. Predsednik tega sem sedaj pol leta. Trenutno štejemo 23 članov. Naš osnovni namen pa je povezovanje mladine, spodbujanje njihove kreativnosti na področju glasbe, športa, kulture. Vse splošno smo pač usmerjeni. Drugače pa večinoma prirejamo delavnice za naše najmlajše. Priredili smo že božične delavnice in velikonočne delavnice, na katerih delamo čilnice, za božične delamo še kroglice za jelko, na velikonočnih pa tudi barvamo jajca. Organizirali smo tudi že tekmovanje v street odbojki in pa streljanje z zračno puško. Organizirali pa smo tudi že malo večji dogodek na gradu Negova, kjer smo organizirali dogodek stare otroške igre, izštevanke in igrače, kjer smo, pač kot rečeno, že izdelovali igrače, s katerimi so se igrali že naši dedki in babice. Igrali smo se igre, katere so se igrali naši dedki in babice, in pa pripravili smo tudi manjši prigrizek. Udeležba pa je bila zelo dobra. Imeli smo približno 100 obiskovalcev. Skavti v Gornji Radgoni delujemo že od leta 1996. Danes naš stek, to je lokalna enota, šteje 57 članov, starih od 8 do 29 let. Od tega nas je 13 voditeljev prostovoljcev. Leta 2007 smo od občine prejeli listino občine, kar je potrdilo za naše uspešno vzgojno delo. Drugače se udeležujemo in tudi sami pripravljamo veliko projektov na lokalni, regijski in nacionalni ravni. Tukaj bi izpostavila 3 večje, ki smo jih organizirali.
Tako smo leta 2007 pripravljali regijsko srečanje vseh skavtov Mariborske regije, tukaj v Gornji Radgoni. Zbralo se nas je približno 500 mladih. Potem leta 2012 smo organizirali sprejem luči miru iz Betlehema. Prav tako smo organizirali srečanje vseh predstavnikov, vseh stegov iz Slovenije. To je Svet združenja, se imenuje. Pa še en poseben dogodek smo pripravili v sklopu mladinskega centra že takrat, in sicer tabor v mestu, ko smo tukaj pred mladinskim centrom postavili šotore, pekli smo twist, to je hranovka v testu, pripravili različne igre in dejavnosti. Letos smo se odpravili na en vikend izhod med zimskimi počitnicami. Z vsemi našimi otroci smo skupaj preživeli en zabaven vikend na temo olimpijskih iger, aktualno. Zdaj pa nas čaka zbiranje papirja, to je naš reden projekt. Vsako leto, 2-krat letno organiziramo zbiranje papirja, da tako pomagamo očistiti naš planet starega papirja. Srečanja večinoma potekajo zunaj, saj skavti večino časa preživimo v naravi. Kaj pa počnemo, pa je odvisno od starostne veje. Vsaka starostna veja pripravlja srečanja posebej. Ne vem, izvidniki in vodnice se učijo, kako preživeti v naravi, kako postaviti zgradbe iz lesa, preživeti pač v šotoru en teden. Potem najmlajši se še bolj igrajo, spoznavajo knjigo v džungli. Popotniki in popotnice, to so pa najstarejša skupina, pa v bistvu je njihov namen služenja v družbi. Mi imamo v občinskem proračunu za mladinska društva namenjeno 5000 evrov. To je ena plat medalje, torej to je de facto namenjeno, s tem, da imajo možnost se prijaviti še na različne druge programe preko prijave. Druga stvar je, za delovanje mladinskega sveta imamo v proračunu občine Gornja Radgona na leto 2600 evrov. To so dejanski zneski, ki jih imamo znotraj proračuna zdaj. Če bi pa začel še o kakem drugem razpravljati, torej pogledajte, mi smo v mladinskem svetu zdaj dobili polovično zaposlitev. In to tudi občina seveda je tista, ki ta finančna sredstva zagotovi preko našega zavoda za kulturo, šport in promocijo. In seveda, torej polovično zaposlitev, to pa pomeni, da jo je treba na eni strani plačati, na drugi strani pa seveda pričakujemo, da bo v naslednjih nekaj letih to delovanje mladinskega sveta in pa vseh društev znotraj mladinskega sveta toliko shodlo in da bo toliko prireditev, da na nek način se bo začelo samo financirati. Tudi v tem smislu povezave z turizmom, z športom in tako naprej. To je neka taka vizija, ki bi po mojem lahko v naslednjih letih, bi rekel, prinesla torej kar dober napredek. Mladi so vpeti v domače okolje, so ambiciozni, da ostanejo tu ali odhajajo? Ne, seveda ambicije ostajajo in tudi, kako naj rečem, je kar veliko število jih je, ki bi seveda želeli ostati. Ne? Samo je pa res, pri nas je zdaj, torej to je sorazmerno dvoplastno, to pa pomeni, da ena stvar je to, da pri nas je zelo težko dobiti službo, ne glede na vse ostale parametre, ne, torej doma ostati je v tem trenutku zelo težko, ker odprtih služb načeloma skoraj da ni. Mi imamo veliko srečo, da imamo sosede Avstrijce, ne, in zdaj se seveda priložnosti iščejo v čim večji meri tudi na avstrijski strani. Sem pa zasledil za en taki zelo škodljiv hendikep, ki pa je sledeč. Imam veliko primerov, ko pridejo k meni na razgovor, da mogoče poskušam kaj pomagati za kako službo, kaj takega, potem, ko jih jaz vprašam. Glede, fakulteto naredim. Mogoče 2 celo. Jih vprašam, poslušaj, kolega, vi nemško verjetno vladate. V glavnem dobim negativne odzive, da, gledajte, če želiš dobiti v Avstriji službo, potem prvo moraš pogovorno odlično vladati nemški jezik, drugo pa, če imaš fakultetno izobrazbo, seveda moraš pisati tudi. In to je osnovni pogoj. To je osnovni pogoj, da ti dobiš službo. Ni nobene šanse. In če ti ne upaš iti na predstavitev za službo sam pri 23 letih, ali koliko pa že ima tisti, ki fakultete konča, tu se vse potem ne.
Imam nekaj primerov, ko so prišli starši z tem, ki je fakulteto končal, da grejo z njim na razgovor v Avstriji. Druga stvar pa je, mladi tudi pri nas imajo 1000 idej in tudi dobrih idej. Tudi take idej, ki bi lahko pile vodo v tem smislu tudi samostojnega delovanja in tako naprej. Ne? In to zdaj v veliki meri se tako že vzpostavlja, da samostojno proba iti na neko pot in tako naprej. Ne? Je pa red, da v bodočnosti imamo namen tudi skupaj z avstrijsko Radgono, z našimi sosedi, v obdobju 2014-2020 bo se peljal en projekt, v kateri bomo zagotovili na obeh straneh reke Mure, torej na oni strani, mi pa na naši strani sorazmerno prostore, ki bi naj bili prostori za začetek delovanja kakega takega izmed mladih, ki bi imel kako idejo, pa seveda brez denarja in pa seveda brez prostorov, da bomo mi zagotovili prostor in da bi lahko poskušali spraviti kakve ideje tam naprej. To je nekaj čist normalen prijem, ki bi ga seveda mogli v čim večji meri v Sloveniji upoštevati. Kot neke vrste podjetniški inkubator. Tako je, v tem smislu. Prej ste pa omenjali tudi, da se mladi po vašem mnenju malo premalo politično angažirajo. To je res. Moram priznati, da skratka, vedno, ko me povabijo bilo kdo, ali mladinsko društvo, ali svet, tako ali drugače, tudi v strokovnih ali pa drugačnih razpravah, poskušam vedno priti in seveda malo nagovarjati v tem smislu, da mladi morajo biti tudi pri politiki zraven. Vedete, če sem zelo preprost, moram reči takole, torej, gledajte, če imaš ti v občinskem svetu, torej svojega predstavnika, to pa popolnoma nekaj druge, kot pa tisti, ki ga nima. In zaradi tega je treba imeti interes. Pa še nekaj, danes tretma, ko mi rečemo tak mladi, zdaj bo nekaj vedno tam 35 let star, to več ni mladi. To je mladi v tem smislu, bi rekel, let, ampak drugače bi pa mogel že biti nekaj zraven, torej da se tudi tam profilirajo. In veliko je takih mladih, ki so se tudi skozi mladinska društva, skozi različne druge dejavnosti, ki je znotraj tega imajo, poskušali priti kam in poskušali doživeti kakve ali pa pridobiti kakve informacije, da so lahko potem v življenju nekako lažje skozi prišli in se nekako poskušali vsidati tam, kjer so prevideli neko svojo vizijo, neko sami sebe, če tako domače povem. Tako da jaz jih vedno nagovarjam, da poskušajo biti pri politiki tudi zdravi. Na obisku v Gornji Radgoni smo se prepričali, da so dejavnosti za mlade v tej občini zelo raznovrstne. Mladi se zavedajo nujnosti lastnega angažiranja, neformalnega izobraževanja in zaposlitvenega načrtovanja. Primera dobre mladinske prakse sta gotovo Eduko mesec izobraževanja v okviru študentsko-mladinskega kluba Klinka in zaposlitveni klub Služba me ne išče v mladinskem centru v sodelovanju z zavodom Nefix. Za osvežitev in adrenalin pa poskrbijo člani X kluba. V Gornji Radgoni mladi prav gotovo ne morejo reči, da se nič ne dogaja.